Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 5. maj 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Enaki izdelki, različne cene. Zakaj v Sloveniji za svoj denar pogosto dobimo manj kot naši sosedje čez mejo? Financiranje strank. Kdo je prejel in kdo zapravil največ denarja? Kako se politika napaja iz proračuna? Maribor preprečil slavje Olimpije. Boštjan Cesar še verjame v čudež in naslov. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Ena trgovina, dve različni ceni. Slovenski kupci vse pogosteje z zanimanjem primerjajo ponudbo in cene Hoferjevih trgovin pri nas in v Avstriji. Mnogi opažajo, da so ponedeljkove in četrtkove posebne ponudbe čez mejo bolj raznolike, cene pa kdaj nižje tudi do 20%. Medtem ko Avstrijci v slovenskih trgovinah iščejo cenejše prehrambene izdelke, kot so meso, mlečni izdelki in testenine, Slovenci čez mejo pogosto kupujejo gospodinjske aparate, vrtno orodje in otroška oblačila. Pod drobnogled je Sanja Verovnik vzela oba letaka, slovenskega in avstrijskega, in ugotovila: razlike v številu izdelkov, raznolikosti ponudbe in cenah so očitne. Hofer Slovenija pojasnjuje, da ponudbo in cene oblikujejo lokalno, glede na trg in stroške, a občutek, da so slovenski kupci pogosto v slabšem položaju, ostaja. Zato vse več ljudi spremlja letake z obeh strani meje in nakupuje tam, kjer se bolj splača. Spremljanjem cen v enakih trgovinah v različnih državah, pa tudi s cenami nepremičnin, se je v zadnjih tednih večkrat podrobno ukvarjala naša sodelavka Sanja Verovnik, ki je zdaj v moji družbi. Zdravo, Sanja. Zdravo, pozdravljen. Tokrat primerjaš cene Hoferja v Sloveniji in v Avstriji. Najprej povsem uporabniško vprašanje, kje je ponudba cenejša in kje je bolj pestra. V bistvu zanimivo, da me je za Hofer opozorilo kar nekaj bralcev, tudi znancev, in ker sama živim med Avstrijo in Slovenijo, sem sama opazila, da so razlike predvsem v tem ponedeljkovi in četrtkovi posebni ponudbi, in zaradi tega sem se lotila tudi te primerjave. Kje je ponudba cenejša in kje je bolj pestra? Odgovor je žal v Avstriji. In to moram kar reči, da očitno. Ja, torej, kakšne so razlike? Kaj si najprej opazila? V bistvu razlike niso par centov, ampak so tudi po 2, 3, 5, celo 20 evrov. Kateri izdelki so cenejši? Takole, zdaj boljše bi bilo vprašanje, kateri izdelki so cenejši v Sloveniji. Zaradi tega, ker ko pregledava letak za ponedeljkovo ponudbo, je 90% ali pa rečemo celo 95% vseh izdelkov v Avstriji cenejših. Kar pomeni, da je v Sloveniji samo dva izdelka sta imela enako ceno. V Sloveniji je bilo ceneje zunanja svetlobna veriga, in pa mogoče ta poganjalcev za otroka, ki ga v Avstriji sploh niso prodajali. Ene cene so celo za 20%, razlike je. Zakaj prihaja do teh razlik, kaj so pojasnili? V bistvu tak primer je ta vrtna garnitura, kjer je razlika, če se ne motim, 20 ali celo 30 evrov. Kaj so pojasnili pri Hoferju v Sloveniji? V bistvu oni pravijo, da vpliva na oblikovanje cen pri nas več dejavnikov, kar je logično. Torej, od transporta do nabavnih stroškov in seveda tudi konkurence. Vemo, v Sloveniji je manj trgovin, v Avstriji je več trgovin, pa seveda večje število kupcev. Ampak vseeno, ko smo delali primerjavo tudi naprimer plač med Avstrijo in Slovenijo in Italijo in pa stroško življenja nasploh, smo ugotovili, da je Slovenija seveda v veliko slabšem položaju kot Avstrija, in logično bi se zdelo, ker pač v Hoferju pravijo, da tu delajo, da se prilagajajo slovenskemu potrošniku, da bi se v tem primeru torej prilagodili s cenami in da bi bilo v Sloveniji seveda nižje cene, kot so pa v Avstriji. Zanimivo pa je to, da opažamo, da so v slovenskih poslovalnicah tudi Avstrijci. Zakaj prihajajo sem?
Ogromno. Če greš v Šentilj, kjer je Hofer, v bistvu vidiš več avstrijskih registrskih oznak kot pa slovenskih. Tudi pogovarjala sem se malo z avstrijskimi kupci in oni so rekli, da v Sloveniji se neprimerno bolj splača kupovati meso, pekovske izdelke, da se bolj splača kupovati testenine, v bistvu so pri nas polovico cenejše, omake in še marsikatere druge izdelke, zato v Slovenijo radi hodijo po nakupih, tudi v Hofer. Sanja, pred tedni si analizirala cene osnovnih živil v Sloveniji, Avstriji in v Italiji. Tam se je zdelo, da razlike niso tako očitne, če se spomnim pravilno. Seveda pač je kupna moč zdaj drugo vprašanje, ampak zakaj prihaja do takšnih sprememb, da tukaj pa direktno ena trgovina pa ima takšne razlike? Ja, takrat smo primerjali cene izdelkov v Sparovih trgovinah. Torej v Italiji je D-Spar, v Sloveniji pa Interspar in pa v Avstriji Eurospar. Razlike med Slovenijo in Avstrijo v tisti košarici res niso bile pretirano velike, mislim, da je bilo 3 evre, medtem ko Italija, tam pa so bile razlike kar velike, mislim, da za 8 evrov za Slovenijo in pa potem takem 12 evrov za Avstrijo. V Italiji se bistveno bolj splača kupovati testenine, alkoholne, nealkoholne pijače, pralne praške. V Sloveniji, na primer, je višja cena radenske kot pa v Avstriji, kar je v bistvu malo bizarno. Razlika je, mislim, da 43 centov na plastenko. Razlike niso bile velike, ampak vendarle, tudi Italija ima boljše plače kot Slovenija, pa je cenejša. Kaj bi ti predlagala potrošnikom, naj se zapeljejo čez mejo ali naj bodo bolj pozorni pri tem, kaj in kako nakupujejo v Sloveniji? Težko se zapeljati zdaj samo po en cenejši izdelek čez mejo, ker boš dal več za bencin. Če pa res ugotoviš, da boš naredil en velik nakup, pa na primer v Hoferju, če je neka ponudba kosilnice, ki stane 40 evrov manj, definitivno se zapelješ čez mejo. Opažam, da veliko Slovencev že na spletu preverja te posebne ponudbe in koliko stane izdelek pri nas in čez mejo in se potem temu primerno odločijo, ali bodo šli čez mejo kupovati ali ne. Seveda Mariborčani imamo tu prednost, da živimo tik ob meji, ne, in je to vse skupaj enostavneje. Sanja, preden se odpraviva na delo naprej v redakcijo, še to vprašanje, kaj bo naslednja analiza, ki se boš lotila? En tak primer zanimiv je zagotovo Müller, ne? Kozmetičnih izdelkov. V bistvu to spet ena izmed teh verig, ki ima enako ponudbo v Sloveniji in Avstriji in bomo vzeli mogoče zdaj, koliko je pa kozmetika in pa predvsem ta pralna sredstva, ne, v katerih so razlike. Potem fajn bi bilo narediti tudi košarico 5 ali pa 10 izdelkov v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Istih govorimo, ne? In pa potem, kaj jaz vem, zdaj je čas za dela v vrtu, Bauhausi v Avstriji in Sloveniji, torej imamo vrtno orodje, kar dosti je, lahko pa tudi bralci v bistvu dajo kakšno idejo, bomo jim zelo hvaležni. Verjamem, da bojo, pišite nam na različnih platformah, smo dosegljivi za vaše predloge, pa tudi kritike. Mimo grede, Sanjine zgodbe iz preteklosti, te primerjave so bile odlično spremljane, klikane, dobre dosege so imele tudi na socialnih omrežjih. Vabljeni, da nas posledite in boste s kakšno objavo tudi obveščeni ob naslednji objavljeni zgodbi. Hvala, Sanja. Hvala enako. Kakšno je bilo v lanskem letu finančno poslovanje strank? Med parlamentarnimi strankami je največ prihodkov v lanskem letu dosegla največja vladna stranka Gibanje Svoboda, največ odhodkov pa najvplivnejša opozicijska stranka SDS. To kažejo letna poročila o poslovanju strank, objavljena na spletnih straneh Ajpesa. Razmerje med prihodki in odhodki vseh 5 parlamentarnih strank je 2,3 milijona evrov. Spomnimo, da je leto 2022 stranke zaradi državnozborskih volitev in 3 referendumov dodobra izčrpalo. Leto dni kasneje pa so si finančno opomogle. Po ekonomski plati za najboljše stoječe politično stranko velja SDS, ki razpolaga z okoli 1,7 milijona evrov sredstev. Ob tem velja spomniti, da so poslanci leta 2023 potrdili izdatno povečanje sredstev za politične stranke na letni ravni, kar je okrepilo predvsem največji stranki Svobodo in SDS.
Gibanje Svoboda je imelo lani med vsemi političnimi akterji največ prihodkov, 3,2 milijona evrov. Od tega je stranka prejela 2,6 milijona evrov iz državnega proračuna, pol milijona pa še iz proračuna občin. Stranka, ki jo vodi predsednik vlade Robert Golob, je zapravila 2,3 milijona evrov, od tega je šlo skoraj 280 tisoč evrov za evropske volitve, na katerih je Svoboda osvojila 2 mandata. Brez obveznosti in posojil stranka razpolaga z okoli milijonom evrov sredstev. Leta 2022 je imela Svoboda milijonsko izgubo, leto kasneje je minus v blagajni izničila, lani pa krepko popravila svoje poslovanje in izboljšala štartni položaj pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo spomladi 2026. Med vsemi strankami v državnem zboru Svoboda pobere najmanj sredstev od članarin, le 26 tisoč evrov, za primerjavo SDS kar 5-krat več. Razmerje med prihodki in odhodki je bilo najnižje pri SDS, 19 tisoč evrov, ki je zapravila skoraj vsa pridobljena sredstva. Stranka pod okriljem Janeza Janše je lani zabeležila 2,41 milijona evrov prihodkov in 2,39 milijona evrov odhodkov. SDS je edina parlamentarna stranka, ki je zapravila več kot 300 tisoč evrov za evropske volitve, ki so ji prinesle 4 poslanske mandate. Poleg tega je lani kupila nove prostore v Trstenjakovi ulici 2, ki merijo 90 kvadratnih metrov. Nova Slovenija, druga opozicijska stranka v tem mandatu, v blagajni ohranja okoli milijon evrov sredstev. Zaradi uspešne prodaje stavbe v Levstikovi ulici v Ljubljani so si Socialni demokrati v lanskem letu krepko finančno pomogli, potem ko so imeli v blagajni skoraj 2-milijonski dolg. Vilo v Ljubljani so finančni družbi Kadi Group prodali za 1,6 milijona evrov, skupno so imeli lani celo več prihodkov, 2,6 milijona evrov, kot SDS, zapravili pa so dobrih 1,5 milijona evrov. V parlamentu je lani najmanj prihodkov zbrala Levica, 416 tisoč evrov, zapravila pa je 372 tisoč evrov. Sredstva v blagajni najmanjše vladne stranke znašajo okoli 60 tisoč evrov. Celoten prispevek, ki je pripravil Matej Grošelj, najdete na večer.com in v Večeru, kjer izveste tudi, kako so poslovale zunaj parlamentarne stranke. NK Maribor je Olimpiji zmago v Stožicah z 2-1 preprečil, da bi 3 kroge pred koncem sezone Ljubljančani osvojili prvenstvo. Toda prednost Olimpije je zajetna, v sredo pa lahko skopni na 4 točke, ko se bodo vijoličasti v zaostali tekmi v Ljudskem vrtu pomerili s Celjem. V Stožicah je bilo sicer v soboto vse nared za slavje Ljubljančanov, a je Mariborčanom uspelo zmagati v Ljubljani in zamakniti osvojitev 4. naslova Olimpije v zadnjem desetletju. Ali pri NK Maribor še verjamejo v nogometni čudež in osvojitev naslova? Da, verjamemo, je po tekmi odgovoril trener Maribora Boštjan Cesar. Kako pa bodo pri vijoličastih skušali preprečiti krizo, ki se jim je zgodila po zadnji zmagi na večnem derbiju 9. marca, ko si je nato Olimpija znova priigrala zajetno prednost? Mi probamo vsako tekmo. Jaz ne moram igralcem nič zameriti, da oni niso hoteli. Je res, da pridejo takšne tekme. Če se spomnimo, po Olimpiji je prišlo Primorje, ki ni bilo, vsaj po mojem mnenju, v optimalnem izdanju, ampak mi smo bili še slabši. Tako da seveda, da mi je žal in delamo vsak dan, da bomo bili boljši. Derbi je lepo zmagovati in seveda igramo na koncu koncev darilo za navijače, da se domov vračamo vsi veseli. Na majhnih tekmah se pa prvenstvo osvaja. Tako da vesel zaradi 2 zmag, ampak normalno gledam pa že na naslednje tekme. Tako odgovarja Boštjan Cesar. Celotno reportažo iz Stožic z odzivi iz obeh taborov pa najdete na večer.com in v ponedeljkovem Večeru. To je bil Večerov dnevni podcast Večer zjutraj 5. maja 2025. Hvala, da ste bili znova v naši družbi. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani ali spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo.
Veseli bomo tudi vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo, uspešen in lep maj vam želimo.